A jaz sestavim besedilo. Tega ne more vsak delati. Najmanjša napaka pa se bodo ljudje posmehovali škratom, ki skačejo ven iz članka. Tako, ja. No. A lahko? Luč. Magdalena se je rodila 19. julija leta 1835 v kmečki družini na gori pri Sodražci, kjer so bile v tistem času vsod sami preprosti kmetje bolj revšna kot karkoli drugega. Kot zapiše takratni kaplan, je bila to zelo verna, poštena družina. In datum njenega rojstva postavlja nek prvi mejnik v življenju teh krajev in verskem dogajanju. Magdalena Gornik je bila čisto običajna deklica. Živahna, rada je imela družbo sovrstnic, vse do nekega spomladanskega dne v letu 1847, ko je Bog posegal na poseben način v njeno življenje. Pridi sem. Kam greš? Na njivo plet, Zakaj greš plet? da bom imela kaj pršičem dati. Kdo ti je to ukazal? Moja mati. Tak zato moraš iti, ker so ti mati rekli? Ja, Komu boš pa ti to delo darovala? Jezusu. Mar nismo dolžni vse Bogu darovati? Prav imaš. Ali pa Jezusa tudi ljubiš? Jaz mislim, vendar pa on najbolje ve, ali ga ljubim. Odkud ste pa vi? Jaz sem te prišla nekoliko poučiti, da boš vedela, zakaj je treba delati in komu delo darovati. Le ljubi, Magdalena. Ljubi mojega sina, kolikor moraš. Katerega sina? Jezusa. Kaj premišljuješ? Jaz sem Marija, Jezusova mati in mati vseh ljudi. Nikar ne dvomi. Nikar ne jokaj. Ali veš, kdo vse je to ustvaril? Bog. Kako? Sva mogočna beseda. Res je. Poglej rožice na polju. Premišljuj o njihovem lepem cvetju, ki ga je moj sin ustvaril. Vse je on naredil. Zahvali se mu za vse dobrote in daruj mu vsako delo. To dejanje je toliko vredno kot molitev. Zdaj bom odšla. Nikomur ne govori, kar si videla in slišala. Odslej se bova že še večkrat videli.
Prvo videnje Marije je v bistvu zelo zanimivo, ker se Marija ni prikazala na način, kot imamo navado pri drugih vidcih, ampak kot preprosta žena, in zato je Magdalena najprej sploh ni prepoznala kot nebeške gospe, kot Marije. V tem prvem srečanju pride v ospredje njunega pogovora oseba Jezus Kristus. In pa vabilo, zgolj vabilo, ne naročilo, da se temu duhovnemu toku pridruži. To prvo videnje je Magdaleni zelo globoko seglo v srce. Zanj ni povedala nikomur, niti staršem ne. Opazili so, da z vrstnicami ni več tako igriva, kot je bila nekoč, in da se bolj umika zase. Istega leta je 12-letna Magdalena pristopila v cerkvi Marije Snežne na gori k prvemu svetemu obhajilu. In ta dogodek je res močno zaznamoval. Bog je ob tem prvem vstopu v njeno srce vnel tako gorečo ljubezen, da so njene telesne moči začele povsem slabeti in je le s težavo prišla nazaj do svojega mesta v klopi. Mislila je, da vsi otroci tako doživljajo prvo sveto obhajilo. Pa že tedaj zaslišala z oltarja glas: to doživljaš samo ti, ne doživljajo tudi drugi tega enako. To je bil dogodek prvega svetega obhajila, ki je ponovno še poglobil njen odnos do Jezusa. Poseben mejnik je zopet romanje k bližnji novi štifti k Mariji v nebovzeti, kjer pri maši doživi videnje Jezusa. Ko duhovnik dvigne hostijo, se je zdelo, kot da se je Magdalena hotela kar dvigniti k hostiji, ker je videla v hostiji Jezusov obraz. Magdalena opisuje, da je ta Jezusov pogled tako pritegnil k sebi njeno dušo, da so ji ponovno začele telesne moči slabeti. Mislila si je: o Jezus, kako to, da ti ni težko gledati mene, uboge grešnice. Malo po prvem svetem obhajilu je Magdalena hudo zbolela. Imela je hude bolečine v trebuhu, skoraj ni mogla ničesar uživati. Tako da so bili starši glede tega zelo v skrbeh, tudi noben zdravnik ni znal pojasniti, kaj se dogaja. In bolj kot ne so pričakovali njeno smrt. Veliko skrbi je to povzročalo domačim, kljub molitvi, kljub vsemu se stvari niso izboljšale. Je pa sama skrivnostno ves čas čutila, da ne gre za neko normalno bolezen, za bolezen, ki bi jo bilo mogoče ozdraviti. V tem lahko vidimo, kako jo je Bog na poseben način pripravljal na njeno življenjsko poslanstvo, ki ga ji namenja in h kateremu jo vabi. V naslednjih mesecih so se začeli dogajati ob Magdaleni Gornik nenavadni pojavi in začelo je rasti in zoreti njeno mistično življenje. Magdalena je doživela prvo zamaknjenje istega meseca, kot je bila ozdravljena te nepojasnjene bolezni.
sta dve poti. Široka, po kateri je preprosto hoditi, in strma. Ta je prežeta s trpljenjem in naporom. A če boš hotela v nebesa priti, boš morala po tej poti hoditi. Odločitev za strmo pot, ki jo je videla v videnju in ki je bila trnava, kamnita in težka, je bila tudi začetek njenega krvavega potu tukaj na zemlji. Skozi prva videnja se je že nakazovala pot njenega poslanstva, da bo njeno življenje, njeno delo daritev za druge. Da vstopi v ta program Kristusovega odrešenja sveta vsakega človeka. Kljub temu je še potem nekajkrat Bog ponudil, da lahko reče ne, da lahko odstopi, da lahko gre tudi po drugi poti. Ampak vidimo, da je ona vedno bolj in bolj svobodno in jasno rekla: Gospod, samo po tej poti hočem hoditi za teboj. Že zgodaj po teh prvih doživetjih se je zgodilo, da sploh ni več ničesar jedla in tudi ni mogla prenesti duha hrane. Je pa prejemala poleg obhajila neko posebno hrano iz nebes, bi lahko človek rekel. Ti dogodki so se hitro razvedeli. Vest o njih se je razširila ne samo po bližnjih krajih, ampak tudi po vsej Kranjski, Štajerski, pa tudi sosednjih deželah. Na Hrvaškem in še od bolj daleč so začeli prihajati ljudje, da bi videli, kaj se dogaja. Zato je sodraški župnik Magdaleno vzel na opazovanje v župnišče v Sodražici in je ostala tam ves postni čas. V enem od poročil je opisal dogodek, ko je Magdalena prejela mistično obhajilo. Zaključil ga je z besedami: Stal sem zraven in trepetal. Ko je sodraški župnik Lesjak poslal škofu poročilo o Magdaleni, je zapisal, da je krepostna, da je v resnici ženska, ki ne blefira, ampak je Božji otrok, da je mistikinja. Ampak vendarle, tukaj je Magdalena doživljala to pozicijo strani laičnih medijev, časopisov torej, strani oblasti. Celo cerkvena oblast je bila pri tem precej zadržana, oziroma celo določen del klera je Magdaleni nasprotoval, očitno.
To poslušaj. Ali ta mistična ženska ne uživa hrane, ker vidi reči, ali vidi reči, ker ne uživa hrane? To je sedaj vprašanje. Ma na, ti preber. To je sedaj vprašanje. Vprašanje? Vprašanje. Škrat je tole. Ma kak škrat, daj še enkrat pogleda, si slepa? VPR, šanje. Ma kaj si to naredila? A jaz? A sem te jaz narobe luč držala? Nisem jaz kriva, če si slep kak kura. Kaj? Kdo je slepa? Še enkrat reče. Nočeš zdravniku, ker si pameten, nočeš se pogovarjati, še zmolt nočeš, da bi se popravilo. Ti se po kolenih plašč, če hočeš. Ker je doma Magdalenin brat prevzel kmetijo, se Magdalena želela umakniti, da domačim ne bi bila v napoto. Tako se je odselila s svojima sestrama v župnišče na Bloke. S selitvijo na Bloke pa se nasprotovanja niso končala, klevete niso utihnile. Ampak vendarle Magdalena se ni v to zapletala in tukaj je povzročalo tudi trpljenje srca, če vzamemo tako. Tamkajšnji župan in nekateri občinski svetniki so jo tožili, da je sleparka in prevarantka in preganjali ljudi, romarje, ki so prihajali k njej. Pomislimo, spodbujala je ljudi samo k spreobrnenju, k zadoščevanju in k molitvi. Pač Magdalena Gornik je živela tako kot vsi ostali. Recimo, ko je živela na Blokah, je skrbela za gospodinjstvo, je skrbela za gospodarstvo, je skrbela za verouk, nikoli ni hotela biti kakšno posebno breme. Ni bila nekje odmaknjena v nebesih, ampak zelo stvarna in učila otroke pisati in brati, ker je vedela, kako pomembno je to za njihovo življenje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. A to je prečutil v Cajtangu, veš? Danes se bomo učili o posebnem svetopisemskem možu, ki je znan po tem, da je razlagal sanje. A kdo ve, kdo bi to lahko bil? Ja. Jezus? Ne. Kdo bi to lahko bil? Vam dam en namig. Imel je brate, ampak so ga prodali v Egipt. Ja. Mojzes. Jožef. Vidve, kaj je bolj pomembno od Jožefove življenjske zgodbe? A bi to delili z nami? No? Ja. A je res, da ste iz Italije švercali meso? In špeh. Vidva se bosta po pouku oglasila pri meni. Tako, vidva, odkot to, da naj bi jaz švercala meso? Špeh.
Za Magdaleno Gornik pa je povsem verjetno, da je povezana s tihotapci. Klevete. Ampak kako pa sta prišla na meso in špeh? Človek lahko upa. Lačna sta, siromaka. Iz njenih pisem se vidi, da je zelo spremljala stvari, ki se dogajajo v svetu. Spremljala je tedanje časopise. Je pa tudi sama veliko molila. Njen dan se običajno začel že ob 4 zjutraj, z rožnim vencem. Ni rada govorila o svojih posebnih darovih, ampak je bila preprosto med ljudmi, se ni imela za nič posebnega in to meni govori o njeni pristnosti, pa tudi skromnosti v odgovorih. Ljudem je bilo stanje zamaknjenja tako neverjetno in nenavadno, da je že to samo po sebi klicalo nas pozornost. Mnogo jih je prihajalo iz radovednosti, predvsem zaradi teh mističnih pojavov in kaj bi še lahko videli. So pa bili med njimi tudi taki, ki so zelo resno jemali Magdalenina vabila k spreobrnenju in spremenili svoje življenje. Moramo se spomniti, da so bili to revolucionarni časi in da civilna oblast si ni želela zbiranja ljudi. In tukaj se je potem začelo zbirati veliko ljudi in tudi oddaleč. In to je začelo skrbeti civilno oblast. In zato so zahtevali od škofa, da naj nekaj okrene. To je bil čas strogih zahtev, predvsem vmešavanja države v zadeve cerkve. In posvetna oblast bi lahko to prepovedala, ne? In tudi škofu so vedno grozili, da bodo to prepovedali, da naj naredi red. 1872. leta je škof poklical Magdaleno na škofijo v Ljubljano, kjer je bila 3 dni na opazovanju. In po tem opazovanju je škof izjavil, kdor to vidi, ne more ostati neprizadet oziroma mora to verjeti. Je to resnično. Zamaknjenja so pri Magdaleni v bistvu postala stalnica, nekaj vsakodnevnega, s čimer se je morala naučiti živeti. Tisto, kar je bilo pa, bi lahko rekli, izredno, je bilo pa enkrat letno, ko je doživela v velikem tednu na mističen način Kristusovo trpljenje, mistično smrt in potem tudi Kristusovo vstajanje. Vse to boš čutila, tudi ti. Videla boš, koliko sem pretrpel. Zaupaj, Magdalena, in potrpežljivo trpi.
Dober dan, gospod. Kdo pa ste vi? Spodaj iz tiskarne sem. Vi ste tisti, ki ste natisnili tiste reči o meni. Natisnil ja, napisal jih pa nisem. Ste jih pa prebrali. In zdaj vas zanima, če je vse res. Je tako? In če je, potem je še upanje za vaše ozdravljenje. Zdravnik mi ne more pomagati. Nisem čudodelka. V čem je smisel vsega trpljenja? Vašega in mojega? Trpljenje ni prijetno. Lahko pa je lepo. Lepo je, kadar razumete, da prek bolečine prejemate Božjo milost. Milost, da lahko razumete, kako Jezus nas ljubi. Koliko je on trpel iz ljubezni do nas. Njegov križ je nosil težo celega sveta in tisto, kar Bog nalaga nam, nima primere. Za nas si želi, da sprejmemo vsaj tisto malo. Morda se vam z izgubo vida odpirajo druge oči. Oči, ki bodo videle prek človeškega napuha in bodo dovolile gledati srcu. Morda. Pa za spremembo kaj lepega natisnite o meni. Lahko rečemo, da Magdalena je odpirala in odpira oči tudi današnjemu človeku za vrednost trpljenja. Če nosimo trpljenje z Jezusom, daje smisel našemu življenju. Nič ni v prid njene slave, njene posebnosti, njenega, če bi tako rekli, danes zvezdništva, daleč od tega. Ona je predvsem tam trpela, vendar je Bog želel o njej spregovoriti, o Kristusovem odrešenju človeka. To, da je ona s svojim jezikom govorila v slovenščini z Materjo Božjo, z Jezusom, to, da se je v teh pogovorih pravzaprav slovenščina razodela, bi rekli, kot jezik Božje slave, poveličanega življenja. Se mi zdi, da je Magdalena neko znamenje Božjega poseganja v našo zgodovino. Bog v vsakem času kliče glasnike, po katerih kliče ljudi k spreobrnenju, k veri, k čutu za Božje. Kaj ima sodobnemu kristjanu zapovedati? K čemu nas spodbuja? Pa mislim, da je tisto, k čemu je spodbujala svoje sodobnike, k spreobrnenju srca. Da bi mi vzljubili Boga, da bi mi svoje življenje prepustili njemu in se mu pustili voditi. Tako kot se mu je ona v bistvu ekstremno pustila voditi. Današnji čas nerad sliši besedo trpljenje. To smo izrinili iz svojega vsakdana v bolnice, v domove za ostarele
Magdalena pa nam pravi, da naj sprejmemo trpljenje, ne da ga iščemo, ampak da tisto, ki nas doleti, znamo sprejeti in to povezati s Kristusovim trpljenjem, tako kot je ona svoje trpljenje povezala z Jezusom. In mislim, da to človeka usrečuje, ko je sposoben toliko iti iz sebe, da to daruje Bogu, da se ne zapira vase, ampak da zaupa Bogu in njemu to izroča, potem je to trpljenje neprimerno, lažje in celo usrečujoče. Veličina Magdalene je bila takšna, da je vse sprejela z hvaležnostjo in z darovanjem vsega Bogu. Mislim, da je Magdalenino poslanstvo bilo spreobrnenje, biti za Gospodom in biti v tišini z njim. Svoje trpljenje je ona tudi razumela kot pot, po kateri se pač pride v nebesa. Ko je bilo dano tudi videnje nebes, in želela, da bi tam ostala, pa je spet dobila sporočilo, ne bo še zdaj, pride kasneje. In na prvo postno nedeljo, 23. februarja 1896, se je ta želja uresničila in nebesa so jo sprejela med se.